Prvo vprašanje, ki ti pride na misel je, zakaj bi nekdo odšel v legijo tujcev, kjer govorijo francosko, ti pa še dober dan ne znaš izreči? Robertov razlog je bil razpadel zakon in črna prihodnost. V službi so vedno bile neke črne liste, kdo bo šel na čakanje, kdo bo ostal brez službe. Potem sem rekel, bom vzel svojo usodo v svoje roke in bo kar bo. Vzel sem neplačan dopust in odpotoval v Francijo ter se prijavil v francosko legijo tujcev, kjer mi je tudi uspelo ostati. Kakšni so kriteriji? Vsak ne more priti v legijo in ostati tam. Kriteriji so zelo rigorozni, se pravi, so 3 testi, se pravi, prvi test, ki je zdravstveni, se pravi, človek oziroma kandidat mora biti popolnoma zdrav. Kasneje se naredijo psihotesti, da se vidijo, kakšen je karakter, koliko je tukaj inteligence, in fizični test, koliko je tudi zmožen narediti na tem področju. In kasneje, če so vsi ti 3 testi pozitivni, je še potem varnostna služba, ki odloča o tem, ali bo dala zeleno luč ali ne. Dal bi samo primer, da od 8 fantov je eden sprejet, se pravi, da je kar rigorozno. Kaj ste takrat vedeli o legiji tujcev? Še danes veljajo nekateri stereotipi, da je to združenje kriminalcev, ki ubijajo za denar. Ste takrat tudi to slišali ali ste imeli že prave informacije? Ne, tudi nisem imel pravih informacij. Informacije, ki sem jih imel, so bile popačene. Se pravi, ta stereotip, kot sta sama rekla, da legija je neki združenje kriminalcev, morilcev, poseljevalcev, v bistvu en poden družbe, in da iz legije se ne da priti, če želiš iti, te ustrelijo ali te pošljajo na neko misijo, kjer boš padel in tako dalje. Ampak takrat vse te besede, ki sem jih slišal, za mene niso imele več dobenega pomena, ker sem si rekel, grem in bo kar bo, se pravi, bo ali pa me ne bo. Pridružil se je padalskemu vodu, ne da bi sploh kdaj sedel v letalu, kaj šele da bi skočil. Očitno je rad preizkušal usodo, vsa svoja doživetja pa je opisal v knjigah Borci brez preteklosti in Legija, anekdote in tradicija. V slednji podrobneje razloži, da je legija preprosto vojaški segment francoske vojske. Legija sodeluje na križnih žariščih, kjer Francija pošlje svoje interese, ali pa Evropska unija, Združeni narodi ali pa NATO. Se pravi, da sodeluje tam, kjer je to ni interesantno, ampak nikoli pa ne sodeluje na lastno pest. Se pravi, da to ni ena paravojaška struktura, ampak čisto ena legalna vojska. Legionarji dobivajo plačo, plačujejo vso zavarovanje in tudi morajo plačati dohodnino in po teh delovnih letih se tudi lahko upokojijo. Ali vas je strah smrti? Verjetno ja, ampak o tem vojak v danih situacijah ne razmišlja. To ni časa, da bi o tem razmišljal. Mogoče lahko razmišljaš o tem pred tem, pa za tem, ampak v tem pa ne moreš razmišljati, ker ni časa za to razmišljanje. Prostora za obžalovanje v njegovem življenju ni. Videl sem veliko sveta, doživel veliko stvari, in v bistvu je ta struktura legija nekaj posebnega. Tudi sedaj, ko sem končal po 15 letih, če bi se mi zgodilo, da bi na stara leta ne imel kam iti, legija ima svoj dom upokojencev, ki je v njihovi lasti, lahko pridem nazaj, potrkam na vrata in rečem, glejte, nimam kam, in mi bo dali eno sobo. Francija ali Slovenija? Jaz z ženo ima željo se vrniti v Slovenijo, tudi gradiva v Sloveniji, vendar bova videli, kako bodo so stvari stekle naprej, ker žena trenutno ima zaposlitev v Franciji, v Sloveniji pa je zdaj trenutno velika kriza in tukaj, če se vrnemo, bo brez zaposlitve, kar bi bilo iz finančnega vidika mogoče malo šibko. Preden se je vrnil v Francijo, je na Pohorju organiziral 50-kilometrski pohod, podoben kot ga morajo opraviti legionarji. Trenutno pa je v stanju pred upokojitve, kar pomeni, da bo do 65. leta dobival rento, nato pa pokojnino. Ima še kar nekaj načrtov, če bo katerega uresničil v Sloveniji, pa boste zagotovo še slišali zanj.